Pozdravljen, Matej Purgar. Kot smo lahko slišali, si ti zdaj novi imenovan vodja Šovvizije. Kdaj? Predsedstvo me je imenovalo za vodjo Šovvizije na predlog ekipe s petkom 10. januarja. Se pravi, Šovvizija ostaja, še naprej bo obveščala študente. Kakšna je pa vizija Šovvizije zdaj naprej? A se kaj zelo spreminja, imate kakšne čisto nove ideje, boste peljali to zgodbo naprej? Šovvizija je projekt šova v Ljubljani, ki je imel dobro zastavljene cilje. Predvsem bi si želeli, da se vsa sredstva, tako materialna kot moralna, oziroma človeški potencial, ki je bil, da se naprej razvija, ker to je vseeno projekt, ki rabi dlje časa. Najbrž bodo potrebne za eno operativno dogajanje kakšne manjše, predvsem zaradi proračuna, ki nam bo, upam, da v čim večji meri na voljo, da se zgodijo ene spremembe, ki pa bojo nekako delovale, ne? Se pravi, da zdaj iščemo nove alternative, tako financiranja kot povezovanja z drugimi deležniki v medijskem prostoru oziroma znotraj organizacije. Kaj si lahko torej v prihodnje nadejajo študenti od Šovvizije, povprečni gledalci? Da bomo poskušali stopnjevati kvaliteto prispevkov oziroma da bomo več časa oziroma več pozornosti namenili sami kvaliteti oziroma globini prispevka, da mogoče bo manj teh dnevnih poročanj vse posod, ampak da bojo prispevki bolj dodelani vsebinsko, da pa bo še naprej ostala televizija, ki ozira svet skozi oko študenta. Ohranjate tudi transparentnost študentskih sej, študentskega zbora, boste še naprej budno spremljali vso študentsko politiko? Tako, še zmeraj ostajamo v prvi meri avtonomen medij, nadalje ostajamo komunikacijski kanal Šova, študentske organizacije Univerze v Ljubljani, in kot tretje smo tudi prisotni še naprej na vseh sejah študentskega zbora in poročamo dogajanje z teh sej. Vso srečo. Hvala.